Lepo pozdravljeni, gospod Tomaž Breginc, generalni direktor družbe ETI v Izlakah, enega od vodilnih podjetij v branži v Sloveniji zagotovo, morda tudi v Evropi, ali pa če še ni, pa še bo verjetno s takimi koraki, kot ubirate svojo poslovno pot. Jaz bi morda uvodoma nekaj podatkov o trenutnem stanju v podjetju ETI, torej njegova osebna izkaznica, če temu tako rečemo, na kratko seveda. Ja, glavni posel in dejavnost ETI-ja so izdelki in celovite storitve za zaščito električnih inštalacij, strojev in naprav. To je naša dejavnost in vizija praktično že od začetka, od leta 50, ko se je na tej lokaciji začelo, bom rekel, počasi in malo. In vseh teh več kot 70 letih smo prišli do sedanjega stanja, do skoraj 2000 zaposlenih v koncernu, do podjetja, ki praktično vse prihodke ustvari izven Slovenije. Vi ste podjetje prevzeli 2007. Direktor, kakšni so morda spomini na tiste začetke? Kakšna je bila družba takrat, seveda v primerjavi z danes? Ja, čas teče res hitro, je že več kot 16 let, odkar sem začel. Ko sem prišel, je bilo podjetje stabilno, solidno, imelo je svoje dejavnost in tudi trge. Po drugi strani nas je pa čakalo kar veliko izzivov. Predvsem smo se osredotočili na to, kako narediti nek večji razvojni preboj, kako dvigniti dodano vrednost na zaposlenega in kako dvigniti avtomatizacijo in posledično na ta način izboljšati kompletno poslovanje podjetja. No, verjetno je eden od pomembnih faktorjev pri uspešnosti podjetja tudi upravljanje s človeškimi viri, kot temu rečemo danes, torej skrb za delavce. Vi ste se tega verjetno od začetka zavedali, ne? Ja, brez dvoma. Mi smo že takrat, kljub temu, da so bili rezultati, ne ravno zavidljivi, takoj začeli vlagati v kadre. Že takrat smo ustanovili neke skupine talentov, začeli smo s štipendiranjem in vsa ta leta smo imeli štipendiranje kot eno od zelo pomembnih dejavnosti upravljanja s kadri. In že danes imamo recimo spet na današnji dan več kot 75 aktivnih štipendij. In potem ti kadri ostanejo v podjetju? Ja, velika večina jih ostane. Ne samo te, ki so naši štipendisti, na splošno je pri nas fluktuacija zelo nizka, je nekje okrog 1,5%, kar je daleč pod slovenskim povprečjem in to verjetno kaže, da je delovno okolje pri nas za veliko večino zaposlenih sprejemljivo ali pa dobro. Kako pomembno pa je, da v bistvu vse poslovne uspehe, pa tudi sam razvoj, nenazadnje zagotovo, ta je najbolj pomemben, dosegate z lastnimi viri, torej z lastnim kadrom. Vemo, da določene stvari se dobijo tudi na trgu, lahko bi vzeli licenco recimo za nek proizvod in ga štancali, kot se temu reče. Ja, mi smo si že zelo zgodaj, pa tudi v preteklosti je to bila praksa, da smo se predvsem osredotočili na lastne vire. In mi danes ne proizvajamo praktično niti enega izdelka, ki ga ne bi razvili sami. Mi mislimo, da ni prihodnost v tem, da pridno in hitro delaš za nekoga drugega. Prihodnost je imeti vse poslovne funkcije, to se pravi od razvoja do proizvodnje ključnih komponent in do obvladovanja trženja vseh ključnih kanalov. Brez te celovite slike je potem podjetje preveč ranljivo, preveč ga lahko zamajajo kakšni pretresi na trgih. V lanskem letu ste dosegli zavidljiv prihodek, torej 5% nad planiranim, kar ste planirali v prejšnjem letu in seveda 16% več od prejšnjega leta. Direktor, povejte, kako je to mogoče? V teh časih, ko vsi stokajo in jokajo, problemi so z energijo, problemi so s surovinami. Vam je uspelo? Ja, ne samo zadnje leto. Mi smo bili tudi zelo ponosni na obe dve covidni leti. Mi smo namreč tudi v letu 20 in 21 dosegli
dvoštevilčne rasti, ne. Tudi v prvem covidnem letu, ko jih je marsikdo padel. In v lanskem tudi 16%, seveda nekaj od tega so prinesli dvigi cen in inflacija, nekaj pa, večji del pa tudi dvigi količin in obsegov. Ja, mislim, da je glavna posledica tega, da mi delamo dolgoročno z kupci, da to, kar sem rekel pri prejšnjem vprašanju, da obvladujemo vse poslovne funkcije, se pravi od razvoja proizvodne in seveda prodaje, ne? In stranke vejo, naši kupci vejo, kaj lahko dobijo pri nas in se lahko na nas zanesejo. Nasplošno pa je bilo lansko leto v Evropi za poslovanje kar ugodno, to je pa tudi treba priznati. Trgi pri kupcih so bili dobri, precej se je delalo in investiralo in se je dalo to prodajo doseči. Ja. Seveda za doseganje takih ciljev, jaz sem spet še malo vrnil od človeške vere, je potrebna tudi motivacija, motiviranost kolektiva, torej dosega tega, da postanejo res lojalni podjetju. Očitno vam to uspeva, direktor. Kako gre to skozi vaše oči, seveda? Ja, delo z ljudmi je dolgoročna zadeva. Ljudi ne moreš narediti motivirane z enkratnim dvigom plače, ne? Ampak je to en cel sklop vsega, ne? Sploh v zadnjih letih smo kar precej imeli tudi informalnih izobraževanj in izobraževanj vodij, kako delati s podrejenimi. In seveda izobraževanj menedžmenta. Imeli smo tudi v zadnjih letih en cilj, da moramo plače tudi realno dvigovati. To se pravi, da morajo rasti hitreje od inflacije. In to nam je kar 3-4 leta do lanskega leta uspevalo. V lanskem letu sicer nismo popolnoma ujeli dviga za inflacijo, ne, ker je bil dvig plač nekaj nižji, bil je malo čez 8%, ne, ampak se bomo trudili tudi ta del v naslednjem obdobju nekako loviti, zato da so tudi ljudje, ko se primerjajo z ostalimi v lokalnem okolju, da imajo občutek, da so korektno postavljeni. Ker en del je pa tudi plača, ni vse, en del pa je. Ne? In mi smo dosegli v zadnjih letih to, da smo recimo v lanskem letu imeli plačo, mislim, da kar 7% nad povprečjem Zasavja, tudi 7% nad povprečjem občine Zagorje, tudi kak procent nad povprečjem elektroindustrije in na povprečju slovenske plače. To je mnogo bolje kot pred 10 ali pred 15 leti v razmerju do ostalih. No, seveda so potrebni rezultati, ne? Ja, seveda, ne da se vnaprej denar porabiti, ne? Mi pač v gospodarstvu včasih drugače razmišljamo, kot pa, če se mal pikar v javnem sektorju, ker se najprej denar porabi, potem se pa poskuša nekaj s tem porabljenim denarjem nekaj doseči, ne? Ja. Direktor, povejte, kako pa je na vaše poslovanje vplivala ukrajinska kriza, ki je potem seveda potegnila za sabo še energetsko krizo, pa krizo na splošno, če temu rečemo. V nekem trenutku smo imeli občutek, da drsimo v recesijo. Zdaj ne vem, se pravi, kako je pri vas v gospodarstvu, kako ste to doživljali vse skupaj? Ja, pred dobrim letom, ne, ali pa pred slabim letom, ko se je začela ta ukrajinska kriza, bi bil za nas seveda kar velik šok, ne, kratkoročno, zaradi tega, ker pri nas je Ukrajina 3. največji trg za ETI, ne. Rusija pa mislim, da 8. ali pa 9. največji trg, ne. In ko se to zgodi, ne, je seveda to kratkoročno šok, pri tem, da se je pa energija dražila že prej, že lansko, že tisto jesen, ne. In tako da smo, moram reči, kar se rahlo ustrašili, ampak se je potem stvar nekako, bom rekel, uredila. Mi smo en mesec po ruskem napadu na Kijev že obnovili poslovanje v Ukrajini z našo ekipo, 36 zaposlenih, in moram reči, da hvala Bogu so še vsi živi in zdravi. Smo obnovili poslovanje in smo v lanskem letu potem vse ostale mesece tudi poslovali v Ukrajini. Seveda je ta
obseg poslovanja bil manjši, kot bi bil, ne, brez vojne, ampak saj bil je in saj vrtelo se je vse skupaj in ljudje so imeli delo, neko motivacijo, mi pa tudi neke prihodke. Energetska kriza je pa nas precej udarila pri sami dobičkonosnosti, ne. Mi bi imeli ob vseh ukrepih, ki smo jih speljali, lani mogoče že, če rečem, fantastično dobičkonosnost, tako smo jo pa malenkostno povečali, ne, nismo pa dosegli neke zelo visoke rasti pri samem dobičku, ne. Tako da energetska kriza je pač pokazala, po mojem mnenju, da cenovni model za elektriko in pa plin, ki velja v Evropski uniji, da je to model, ki velja samo v idealnih razmerah v miru in je popolnoma neodporen na kakršnekoli strese in v bistvu je Evropska komisija in te akterji, te politike v bistvu padla na izpitu, ker je pokazala se kot popolnoma nesposobna in neoperativna te stvari urediti, ker so dejansko, rekel, razni špekulativni skladi iz tega delali fantastične profite. To je pa plačevalo gospodarstvo in pa države z svojimi subvencijami, ki so te privatne sklade, bom rekel, verjetno ameriške, ne, lepo polnile, ne. Tako da tu pa kaže tudi na to, kak je Evropska unija zelo dobro strukturirana za mirne razmere in kako nobenih izrednih razmer ni sposobna, bom rekel, učinkovito rešiti in covida in energetske krize. Direktor, kako pa je bilo s surovinami, so bili moteni ti tokovi dobavni? No, verjetno za vas nekoliko lažje, ker imate res že dolgoletne odnose, verjetno z dobavitelji, dobre odnose, vsekakor, ne? Kako je bilo? Ja, tokovi so bili občasno moteni. Ni bilo nikoli nič kritičnega, kar v praksi pomeni, da nam nikoli ni stal kak proizvodni obrat kot celota. Mi smo kdaj delali mogoče kakšen tip izdelka, ki je bil po planu na vrsti kasneje, zato ker za tisti dan nismo imeli pravilnega materiala, ne, če tako rečem. Ampak smo lepo, brez nekih večjih pretresov to preživeli. Seveda bili so visoki pritiski na cene, ker je bila borba strašna in pogajalska pozicija do dobaviteljev je bila včasih tudi šibka, ne, ker če nisi sprejel više cene, ti pač niso prodali. Ampak jaz sem glede tega kar zadovoljen, ne. Mi smo konec koncev, kot sem rekel, ves čas delali in ker smo ves čas delali, smo tudi imeli izdelke in ustvarili prihodke. Tako da to smo dobro preživeli. Ja. No, ker vi nenazadnje uporabljate kar zahtevne, ne, materijale, torej posebne kovine, ne, ostali, ne vem, sredstva, ki jih rabite za svoje proizvode. Ja, pri nas je od posameznih kovin ali pa, bom rekel, zlitin, pa polizdelkov je največji vpliv bakra, ne. In pri bakru je cena v lanskem letu močno zanihala navzgor. Občasno so pa bile tudi težave pri dobavah, predvsem zaradi dejstva, da se seveda baker uporablja tudi za strelivo, ne, in da so verjetno proizvajalci imeli bolj profitabilen posel prodajati strelivo, kot pa prodajati polizdelke etio, ne. Zagotovo. Pa če ostaneva še nekoliko pri teh splošnih zadevah, politika, aktualna politika in gospodarstvo, konkretno družba ETI, kako se znajdete z njimi, s politiki in seveda verjetno so kakšni pritiski, so kakšne, ne vem, želje in tako naprej. Kako gledate, kako občutite to? Mi z našo lastniško strukturo, ki je poznana, smo od politike dokaj neodvisni. Je pa res, da se kot relativno veliko slovensko podjetje vedno imamo nek stik s politiko in z vsako vlado in tudi s to imamo. Tako da
moram reči, da se resorni minister gospod Han, ki je bil tudi pri nas na obisku v firmi, da mislim, da je odnos z njim odličen, on gospodarstvo razume. Zdaj, drugo je pa, kako trenutna vlada v svojih prioritetah umešča gospodarstvo. Tu pa vidimo, da ta trenutek ni gospodarstvo najvišja prioriteta države, da bo verjetno, ali pa vlade, da bo verjetno prišlo na vrsto malo kasneje. Sicer pa ni vpletanja, ne, direktnega ali karkoli takega. Ne, nikoli ga ni bilo, vsaj v mojem času dela ga ni bilo. Jaz bom tako rekel, v mnogo primerih je bila pomoč. Vpletanja v nekem negativnem smislu ne. Pomoč je bila pa vedno, ker ETI zaradi svoje velikosti pa ima en tak status, da jaz sem lahko vedno, pa res vedno potrkal na vrata gospodarskega ministra, vedno dobil, rekel, čas za pogovor in vedno je ETI bil zelo, rekel, pozitivno sprejet pri politiki, pri vladi, konec koncev z enega dejstva, da smo mi, mislim, da smo bili po zadnjih pregledih nek 36. največja skupina, izvozna skupina v državi in da je to konec koncev zelo pomembno. Spoštovanja vredno, če temu tako rečeva. Ste pa sredi tehnološke investicije, direktor, pa morda, če malo poveste, zakaj gre, kaj bo z tega nastalo? Ja, mi smo že tako v zadnjih 3-4 letih izredno močno investirali v tehnologijo, če je bilo potrebno tudi še v kakšne prostore. Velika večina tega je bila na Izlakah. In glede na to, da smo imeli v zadnjih letih rast večjo, kot smo planirali, se nam je začelo dogajati, da nam bo v kratkem začel primanjkovati proizvodnih kapacitet na ključnih linijah. In zato smo se v jeseni z nadzorniki dogovorili, da v bistvu pojačamo investiranje, ne, zaradi vsega tega, da pojačamo investiranje in smo sprejeli en okvirni plan, kjer bomo v naslednjih 4 letih, to se pravi 23, 24, 25, 26, investirali približno 55 milijonov evrov v večinoma tehnološko opremo. Gre pa za visoko avtomatizirane proizvodne linije za naše ključne izdelke, za tiste, ki so že zdaj glavni generatorji prihodkov. In tu gre res za ene take izredno velike korake naprej. Vse skupaj je pa to del, pa bom rekel, povezan v tako imenovano tovarno prihodnosti, industrija 4.0, v izredno avtomatizirano proizvodno, ne, in tu bi tudi kar tako s ponosom povedal, da smo za to digitalizacijo ali digitalno transformacijo uspeli tudi pridobiti subvencijo države, ne, v vrednosti približno 2 milijona evrov, in da smo bili eno od 20 slovenskih podjetij samo, ki je to dobili, ne, kar pomeni, da smo tudi znali pripraviti dobre dokumente, dobre plane, ki so prepričali odločevalce. Direktor, kateri pa je tisti paradni konj vašega sortimana prodajnega, no, verjetno jih je več, ne, pa vendarle, kateri je res tisti izdelek, ki je pravzaprav ETI? Ja, ampak res težko odgovorim, ne. Če vam pokažem ETI-ov katalog, ki je takole debel, ne, bi zelo težko opredelil enega, ampak bom pa vseeno naštel tiste 3, ki največ prihodkov prinesejo, potem pa mogoče še kjer ga omenil takšnega, ne. Seveda, največ prihodkov, ali pa več kot polovico nam prinesejo 3 skupine. Eno so, kot rečejo v žargonu ljudskem, avtomatske varovalke, ne, mi rečemo inštalacijski odklopnik, potem je EFI ali FIT stikalo in potem so te varovalke, mi jim rečemo nizkonapetostne, NV,
v žargonu jim ljudje rečejo pancerke, ali to so tiste, ki jih poznamo kot glavne varovalke v stanovanjih. Ne. Pri teh smo daleč največji v Evropi in verjetno tudi v svetu, razen tega, da kitajskih podatkov ne poznamo, ne, ker jih ne pozna nihče. Tako da te nam prinesejo največji obseg, potem so pa tu še izdelki, ki so pa, rekel, mogoče v manjših količinah, so pa naravnani v prihodnost in imajo v njih je v njih veliko znanja. Ne. Recimo ta super športni avto Rimac Nevera, ne, električni, ta je seveda varovan za našo varovalko, ki je bila posebej za ta namen razvita in je kombinacija ene varovalke in še eksplozijskega stikala. In še bi lahko naštel nekaj takih zelo nišnih izdelkov, v tem, da smo seveda ves čas, če rečem, pionirji pri varovanju sončnih elektrarn. To je ogromen posel, ki ga delamo in ki nam bo tudi v naslednjih letih, po moji oceni, prinesel zelo veliko prihodkov. Gre to za zelo specifično zadevo, sončne elektrarne? Ja, gre za varovalke, ki so prilagojene razmeram, v katerih delujejo sončne elektrarne. In takšne varovalke delajo mogoče 2-3 podjetja na svetu, ali pa 4, v glavnem malo. Je pa zagotovo to prihodnost, ne, vsega tega? Seveda je. To je en del trga, ki bo v naslednjih letih ves čas rastel in tu smo mi ves čas zraven. Imenitno. Ste pa tudi pripravljate novo podobo blagovne znamke. Zdaj enkrat ne bi bila končana, ne, če imam prave podatke. Zakaj gre direktor, zakaj odločitev pravzaprav, da menjate? Ja, Eti je v zadnjih letih naredil en hiter in po naši oceni dober razvoj. Spremenili so se tako kupci, struktura kupcev in način komuniciranja s kupci, cel kup je zdaj teh digitalnih kanalov in tako naprej, in mi moramo prenoviti v bistvu celo platformo, od načina komunikacije s kupci, tudi z zaposlenimi, in seveda en manjši del tega je pa tudi logotip, ne. In mi smo se skupaj v enem projektnem timu ali pa v eni delovni skupini, ki je bila vodena strani marketinga, odločili za eno manjšo prenovo samega logotipa, ker smo ocenili, da neka radikalna sprememba že tako všečnega logotipa ni potrebna, da je potrebno ga samo malo osvežiti, ne. In smo na ta način pristopili in stvar je več ali manj, ali pa je praktično končana. Mi nov logotip uvajamo, zvezno, uvajamo tudi, te digitalne komunikacije v novi celostni podobi, prezentacije in tako naprej. Te stvari zdajle tečejo in moram reči, da prvi odzivi strank so izjemno pozitivni in če rečem še malo po domače, ne, veste, se doma tudi po 20 letih fasado na hiši pobarvaš, pa mogoče malo drugače narediš, se tudi malo estetski kriteriji spreminjajo in tako naprej, in mi smo pač želeli samo pokazati, da smo bolj sodobni, da gremo v korak s časom, nismo pa nič radikalno odrezali preteklosti in rekli, da je prihodnost povsem drugačna, ker ni, ne. Ker ni. Ja. Seveda imate pa tudi za letošnje leto velike načrte, ne? Torej nekako 10% rast prihodkov, s tem preseči magično mejo 200 milijonov, direktor, verjetno zelo realno pričakovanje. Kaj so še morda tisti cilji za letošnje leto? Prioritete v letošnjem letu bodo bolj, če tako rečem, bolj internega značaja,
zadolžitev. Kaj hočem reči? Lani je bilo eksterno okolje izredno turbulentno. Mi smo pa hkrati ob vsem tem delali še velike interne premike. Zaprli tovarno v Nemčiji, preselili avtomatsko linijo v Slovenijo, preselili ročno montažo na Poljskem, menjavamo generacijo najbolj izdočega izdelka. To so ogromni projekti in v vseh teh razmerah lani na trgu smo verjetno poslovali tudi včasih neoptimalno v smislu obvladovanja procesov in vsega tega. In letos v bistvu zaključujemo ali pa bomo v kratkem prevzeli tudi formalno najnovejšo avtomatsko linijo. Nimamo nekih hudo velikih ali selitev ali ogromnih investicij, ampak moramo, bom rekel, pospraviti in urediti tiste stvari, ki lani niso bile do konca urejene, in se pripraviti na to, da bomo v naslednjem letu, v sredini leta verjetno že dobili že spet eno novo, izredno veliko in kompleksno avtomatsko linijo, ki jo bo treba pa takrat začeti zaganjati. Vmes bo ta pa letos še eni dve malo manjši avtomatski liniji, katero eno tako delamo sami v orodjarni, drugo dela partner, in ocenjujem, da bomo te dve liniji pa brez težav hitro uvedli v proizvodnjo. Tako da letošnje leto bo bolj, bom rekel, bomo morali malo pospravljati po hiši in urediti ene stvari, ki jih lani ob vsem kaosu, ki je vladal in na trgu in tudi pri nas interno, nismo uspeli narediti. Kje vidite ETI leta 2030? Ja, za 30 pa jaz osebno še nisem pretirano razmišljal, ne. Ampak tako bom rekel, ne, zdajle moramo tele 3 leta naslednja, moramo res narediti še en dodaten preskok v smislu še više avtomatizacije, ne, še več zahtevnih delovnih mest, še večjega obsega zaradi tudi ene moči in stabilnosti, in predvsem moramo slediti vsem trendom, ki so v naši panogi. To so pa stvari povezane z zeleno energijo, e-mobilnostjo, znižanje porabe energije kot take. In jaz sem prepričan, da bo ETI po tej poti šel hitreje, kot gre konkurenca. Ker smo to tudi delali v preteklosti, da bomo rastli hitreje. Ne upam si pa zdaj jaz zelo v stavku ali dveh odgovoriti, kje bo ETI leta 2030. Ne? Če rečem, da smo v bistvu v enih 16 letih ali pa malo več skoraj potrojili prihodke, ne? Zdaj popeterili jih verjetno do 2030 ne bomo, ne? Če se malo pohecam. Ampak ključna stvar je ena zdrava rast, ne? Rast na osnovi svojih izdelkov, večinoma svoje blagovne znamke z obvladovanimi tržnimi kanali, ne? To je ključno, ker veste, eno hitro rast bi se dal tudi tako zagotoviti, da bi si, ne vem, bom karikiral, sposodili nekaj denarja, se dogovorili, da bomo za ene tujce ena 2 izdelka za njih delali in bi hitro nabili tiste milijone, potem ko nas pa tujci ne bi rabili, ne, bi pa hitro lahko opešali. Tako da mi imamo eno svojo pot, ki se je pokazala za uspešno, in bomo po tej poti šli naprej. Hvala za pogovor, gospod direktor, in seveda srečno naprej. Hvala tudi vam in lep pozdrav gledalcem ETV-ja.